Vsako leto se zbiramo pri sveti maši na tem svetem kraju, na kraju mučeništva in smrti zaplaninskega župnika Jožefa Geohelija. Vendar kako je lahko ta kraj tako prepojen s trpljenjem, z bolečino, sovraštvom in zlom, sploh svet kraj? Kaj je na tem mestu pravzaprav še ostalo svetega? Če gledamo na ta kraj zgolj s telesnimi očmi in razmišljamo zgolj po človeško, potem svetosti tukaj res ne moremo več videti. Če pa se trudimo gledati z Božjimi očmi, če tudi sami poskušamo sprejeti dejstvo, da smrt nima zadnje besede v življenju, potem se tudi naš pogled na ta kraj, na katerem smo danes zbrani, povsem spremeni. Že apostol Pavel je spregovoril o tem, kako vera povsem spremeni naš pogled na življenje. V svojem prvem pismu Korinčanom je zapisal: beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa Božja moč. Ker pa svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom vzpotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. Sveti Pavel je tako zapisal, da je beseda o smislu križa in trpljenja za vernega popolna norost, za verujoče pa Božja moč in modrost. Tudi za naše današnje bogoslužje tukaj na Vranjih Pečinah bi lahko kdo rekel, da gre za nesmisel. Vendar za nas kristjane, ki smo bili pri svetem krstu potopljeni v Kristusov križ, v njegovo smrt in vstajenje, pa ta naš današnji spomin pomeni velik izraz naše vere, vere v večno življenje, vere v življenje, ki ga prav nič ne more premagati. Tudi mučeništvo in smrt, ki jo je župnik Geohelij prestal na tem kraju, dobi svoj izjemen pomen prav v njegovi veri, saj se župnik Geohelij ni ustrašil trpljenja, ampak je s pogledom v večnost ostal zvest Bogu do konca. Že od samega začetka cerkve so se kristjani spominjali mučencev, so se zbirali ob njihovih grobovih in so tam darovali svete maše, saj so prav mučenci na najjasnejši način darovanja njihovega življenja videli zgled pravega življenja po Kristusovem zgledu. Če mučenci ne bi bili trdno prepričani v skrivnost Jezusovega vstajenja, v skrivnost, da bodo nekoč skupaj z njim tudi sami ostali od mrtvih, potem zato zagotovo ne bi umrli. Življenje cerkve tako osvetljuje nešteto mučencev, katerih zgledi svetijo tudi nam in nam kažejo na smer našega življenja. Tako nas nagovarjajo zgledi od prvega mučenca, svetega Štefana, do drugih mučencev prvih stoletij, pa vse do mnogih mučencev 20. stoletja. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi danes mnogo kristjanov preganjanih in umirajo za vero za Jezusa. In prav zato je ta kraj, na katerem smo danes zbrani, zagotovo svet kraj, saj se je tukaj po župniku Geoheliju jasno izpričala veličina vere, Bog je bil poveličan v njem na prav poseben način. Pri svojih 31 letih
je izpolnil svoje zemeljsko poslanstvo, potrdil svojo vero in se povsem izročil v Božje roke. Tako kot se je na Golgoti ob Jezusovi smrti izpričala neizmerna Božja ljubezen do nas ljudi, tako se je na tem kraju izpričal odgovor vere nas ljudi na to ljubezen, ki jo prejemamo od Boga. V današnjem evangeliju smo slišali, kako je Jezus storil, da je gluh in nem človek slišal in spregovoril. Če ne slišimo, smo za marsikaj prikrajšani, sveta in ljudi okrog sebe ne moremo prepoznati takšne, kot so. Še mnogo hujše pa je, če so naša ušesa zaprta za Boga, za njegov glas. Lahko poznamo vse glasove tega sveta, ali Božji glas nam pomaga razumeti smisel in lepoto našega življenja. Božji glas nam pomaga razumeti, da je naše življenje usmerjeno v večnost, da le s pogledom v večnost lahko razumemo tudi smisel trpljenja in smrti. Bog zmore človeški konec in poraz spremeniti v zmago, če so le naša ušesa odprta za njegove besede. Zagotovo si je pokojni župnik Jožef Geuheli v množici različnih glasov in misli takratnega težkega obdobja zgodovine skrbno prizadeval prepoznavati Božji glas in delovati po njem. Prizadeval si je za dobro vseh, za dobro zaplaninske župnije in njenih župljanov. Želel je po svojih najboljših močeh pomagati ljudem v stiski in negotovosti, ki jo je prinesla zmeda vojne. Pomoč drugim in svojo vero v Boga je postavil pred skrb za samega sebe, saj je bil trdno prepričan, da tisti, ki lahko umori telo, ne bo imel zadnje besede. Naj ta svet kraj tudi nam odpira ušesa za Boga in za njegove besede. Na izgled vere in mučeništva župnika Geuhelija podpira življenje naše zaplaninske župnije in tudi nas spodbuja k dosledni hoji za Jezusom. Župnik Geuhelij v svoji veri ni iskal bližnic, izgovorov ali kompromisov, ampak je svoje življenje povsem upodobil po Jezusovem življenju. Na izvere župnika Geuhelija raste tudi naša vera in naj njegov zgled tudi nam vsem govori, da s pogledom usmerjenim v večnost zmoremo tudi sami v polnosti izpolniti Božje poslanstvo. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je vtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov
in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Božja beseda nam razkriva bogatstvo Božje dobrote. Zaupno prosimo Gospoda, da bi znali v vsakdanjem življenju prepoznavati znamenja njegove ljubezni in ga prosimo. Odpri naša ušesa, da bomo po besedah cerkvenih voditeljev, ki se trudijo za prenovo verskega življenja, prepoznali tvoj klic k spreobrnjenju. Prosimo te, usliši nas. Razsvetli voditelje narodov, da bodo poslušali tvojo postavo, se izogibali nasilju, krivicam in izkoriščanju in tako odpravljali trpljenje malega človeka. Prosimo te, usliši nas. Prežari srce mladih, ki so se oddaljili od vere, da bodo po tvoji milosti spet zaživeli v cerkvi, ki je občestvo verujočih. Prosimo te, usliši nas. Usmili se bolnih, ki iščejo zdravja, in jim daj spoznati, da si ti edini vir duhovnega in telesnega zdravja. Prosimo te, usliši nas. Odpri nebeška vrata našim rajnim in jih osreči s svojo navzočnostjo. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti daješ slepim, da vidijo, gluhim, da slišijo. Odpri tudi naša srca, da bomo tvojo besedo poslušali, premišljevali in jo izpolnjevali, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.